Živijo. Tija. Igor. Simon. Igor. Jaz sem pa prišla naučiti par vozlov, ker sem slišala, da je to zelo dobro znati. Ja, res je, pač vozli nam pridejo vedno prav, ne samo takrat, ko plezamo ali pa smo na jadranju, ampak tudi v vsakdanjem življenju, da si lahko kakšno stvar olajšamo. Koliko vozlov pa obstaja? Osebno poznam 15 vozlov, je pa tako, da za uporabo njih se potem te vozle malo prilagaja, pa potem v bistvu je to število nedoločljivo. Tukaj imam za vsakega od vaju eno tako tanjšo vrvico. Takole bo ta vzela vsak en takle konček, pa ga takole malo čez roke potegnite, ene tolkle, pa takole dol spustite. In zdaj bomo naredili čisto tako osnovo. Lepo gremo okoli, bo taka, lejte, nastala luknjica in takole čez potegnete. Čisto navadno za voziti. Takole mora ostati. Super, bravo. Dalejte noter, pa takole malo čez potegnite, takole, vidite. Zdaj pa tale vozel takole naredi take novinek, vidite, takole spodaj. Takole, tako, ne, tako. Pa spet še novinek takole tu nazaj, čez tole ta ozko luknjo naredi, takole, vidite, tako. Tukaj, tako, takole noter. Tako, evo. In potem tole zategnemo in dobimo tako zanko. In zakaj je ta vozel uporaben? Za več stvari, v vajnem primeru ga bomo uporabili, da nam bo v pomoč pri obešanju viseče mreže. Tako da, evo, na tej strani boste videli meni v pomoč, na tej strani bom pa jaz kar še enkrat narediti tole osnovo, ko smo se naučili. Zdaj boš pa s temle koncem šel čez tole luknjo, ki jo z roko držiš, takole čez. In zdaj bomo lepo tole šestico upletli, tako kot smo se naučili. Evo. Zdaj moramo pa daljše konce, ki so malo različnih barv, pritrditi na drevo. Zato se bomo mogli naučiti drugi vozel. Isto spet za koncem vrvi gremo čez dovolj močno vejo, ki smo jo izbrali. Takole čez pridemo, jo pod vejo potegnemo k sebi nazaj. Takole čez križamo in potem gremo s temle koncem spet takole vržemo čez in tukaj, ko s temle prstom nastane tale odprtina, s temle koncem pridemo takole nazaj in nastane bičev vozel. Zdaj bomo pa še na drugi strani narediti isti vozel. Zdaj pa samo še sledi to, da s pomočjo, tako smo že prej rekli, tega vozla, tole vrv toliko skrajšamo, da tole našo visečo mrežo počasi spravimo v zrak. Juhu! Bravo, spilno me je. Zdaj sprejemo. Kaj pa, če imamo prekratko vrv? Ja, tudi če imamo prekratko vrv, si lahko pomagamo z vozlom, pač imenuje se podaljševalni vozel. Naredi se pa na tak način, pač imamo neko vrv, ki nam je prekratka in s drugim koncem, katero bomo pač podaljšali, da bo ta končna izvedba dovolj dolga. Takole začnemo, da gre ta konca vrvi vsak v svojo smer, spet vzamemo neki dolžine vrvi, s katero bomo lahko delali in začnemo takole uvijati take ovoje okoli druge vrvi. Ko naredimo tele ovoje, gremo s tem koncem čez tele zankice, takole zategnemo in za lažjo izvedbo samo obrnemo in spet naredimo čisto isto, takole krožimo okoli, takole krožimo, spet čez in potem zategnemo. Fanta, ste za to, da naredimo še gugalnico? Ja! No. Katero vozel pa uporabljamo pri gugalnici? Bomo za gugalnico tudi isto uporabili kar ta bičev vozel. Gremo še enkrat čez vejo s tem koncem prostim in da takole potegnemo čez tale del k sebi, da nastane spet bičev vozel. Vzamemo drugi konc te naše vrvice in isto spet izdelamo bičev vozel, takole. In kot smo že prej povedali, ker pač nimamo idealne dolžine vrvi za tole našo gugalnico, nam bo tale vozel spet omogočil, da tole gugalnico nastavimo na primerno višino, da se bomo lahko na njej zibali. Zdaj ga bom prvo jaz testiral, če meni drži, bo tudi vajo. Evo, takole. Zdaj pa je sprvi. Prav. Malo bolj visoko se primi, takole, evo. Takole, evo. Simon, kako ti je? Super!